Dobrodošli na meditaciji za aktivacijo novih poti. S tabo sem Tea Lumina in ta meditacija je bila ustvarjena s pomočjo mojih vodnikov. Njen namen pa je, da ti pomaga prečistiti stare energije za lahkoten vstop v novo leto, najti moč nad notranjimi konflikti in strahovi, ter aktivirati nove poti in izzive, ki te bodo vodili bliže tvojemu poslanstvu in srčni poti. Priporočljivo je, da to meditacijo izvajaš vsak dan, zato da okrepiš njen učinek in spodbudiš aktivacijo teh energij tudi v svojem fizičnem svetu. Pa začnimo. Vabim te, da narediš en globok vdih in globok izdih, zato da lažje sprostiš svoje misli, telo in duha. Sprosti se in si privošči trenutek zase. Zdaj si tukaj, sam s seboj. V tem trenutku ti ni potrebno nikamor hiteti, ničesar ti ni potrebno narediti, ničesar rešiti ali ugotoviti. Daj si dovoljenje, da samo si. Zdaj, v tem trenutku, sam s seboj, v svoji energiji. Čas je, da se sprostiš. Začnimo pri prstih na nogi. Začuti, kako se tvoji prsti sproščajo, kako se sprostijo tvoja stopala, tvoji gležnji, tvoja meča. Občuti sprostitev v svojih kolenih. Občuti, kako se sprostijo tvoja stegna in boki. Občuti, kako se sprosti napetost v tvojem križu, v trebuhu. Občuti, kako se vretenca v hrbtenici sproščajo ena za drugo. Občuti, kako se ramena sprostijo in tvoj prsni koš. Občuti, kako se sprostijo tvoje roke, komolci. Občuti sprostitev v zapestih, v dlaneh in v prstih svoje roke. Začuti sprostitev v svojem vratu. Občuti, kako se sprosti tvoja brada, tvoje ustnice, tvoj jezik. Sprostijo se tvoja ušesa, tvoj nos, veke. Sprostijo se obrvi, sprosti se napetost v čelu, sprosti se tvoje lasišče. Začuti, kje je tvoja zavest, kje čutiš svojo zavest. Je zunaj tebe, nad tabo, pod tabo ali v tebi. Zdaj to svojo zavest povleči vase, v svoj center, v svoj prsni koš. Preusmeri fokus na bitje svojega srca. Naredi globok vdih in izdih in medtem imej občutek, da dihaš skozi svoje srce. Medtem ko dihaš, čutiš, kako se tvoje srce napaja z energijo, s svetlobo, ki ti daje življenjsko energijo, vitalnost, svobodo. In zdaj z vsakim vdihom in izdihom, ki je lahko čisto nežen, opazuj, kako se tvoja energija širi ven iz tebe, kot neka svetloba, ki se širi in zajame celo stanovanje,
celo stavbo, širi se še navzven, v ulice, mesto. Čutiš, kako je tvoja energija močna. Zdaj nastopi faza energijskega čiščenja. Ta faza ti bo pomagala, da iz svojega energijskega telesa odstraniš vse dvome, skrbi, bremena, vse negativne občutke in energije, ki so se tekom preteklih dni, tednov, mesecev nabirali na tvojem energijskem telesu. Predstavljaj si, da stojiš na dolgem belem hodniku. Obrneš se na svojo desno in opaziš zanimiva vrata. Nekaj te pritegne, odpreš vrata in vstopiš v komorno sobo. Ta soba je zasnovana tako, da ti pomaga pri čiščenju tvoje edinstvene energije. Za seboj zapreš vrata in se postaviš v pokončni položaj. V nežnem razkoraku in roke rahlo proč odmaknjene od telesa, zapreš oči in takrat se aktivirajo luči. Čutiš, kako te svetloba obdaja, kako se znotraj tebe v tvojem energijskem telesu začenjajo ustvarjati taki nežni, prijetni vrtinci bele svetlobe, ki vstopajo v tvoje telo in ga čistijo ter izstopajo skozi vrh tvoje glave. Opazuj, kako se ta nesnaga, ki se tekom življenja nabira v nas, prilepi na to svetlobo in skupaj s spiralo zapusti tvoje energijsko telo. Počutiš se lažje in lažje, lahkotnejše, svobodnejše, mirnejše. Opazuj, kako je tvoje telo vse bolj čisto, vse bolj belo, vse bolj žareče. Zdaj si prečiščen, tvoje telo je čisto. V mislih odpreš oči, pred sabo vidiš čudovito pokrajino in pot, ki te vodi čez to krasno, sončno, obilja polno pokrajino. Stopiš čez portal in se ozreš naokrog. Čudovita peščena potka se vije po dolini in ti razkriva čudovite bisere narave. Opaziš cvetje, opaziš metulje, opaziš ptiče, nebo, oblake. Sonce lepo greje tvojo kožo. Pot je prijetna in lahkotna, zato ubereš prve korake. Z nasmehom na obrazu se oziraš naokrog in občuduješ naravo. Hodiš dalje in dalje po poti in občuduješ vse te lepote. Zares je lepo. Potka se lepo vije po dolini, ko naenkrat pred seboj zagledaš veliko goro. Čudovita je ta gora. Ta gora predstavlja tvoj veliki izziv. Izziv, preko katerega lahko zrasteš, se veliko naučiš in dosežeš občutek svobode. Ampak ta gora je dosti visoka, zdi se kar zahtevna in težka. Pomisliš, da ti je ljubše ostati na tleh in občudovati te lepote narave. Takrat pa zagledaš na vrhu gore neko zanimivo lučko, ki se prav posebno blešči. Prav prevzame te,
ker je tako neobičajna, tako zanimiva. Le kaj je na vrhu te gore, se vprašaš. Stopiš do vznožja gore, da bi si pogledal pot do vrha. Vidiš, da so skale zelo take prijetne za otip, zelo raznolike in razgibane. Komot bi splezal na vrh, si rečeš v mislih. Ampak lažje je ostati v coni udobja, kaj ne? In občudovati te čudovite trenutke v naravi. Ampak tista lučka na vrhu gore se še kar blešči in te neznano vabi. Ne veš, zakaj ti je ta lučka tako zanimiva. Kako zelo si želiš vedeti, kaj je na vrhu te gore. Roko prisloniš na skalo. Občutek imaš, kot da ta gora od znotraj izžareva neko toplino, neko moč. In potegneš se za to skalo in z nogo stopiš malo višje. In takrat nad sabo zagledaš še eno oprijemko, še eno skalo, na katero se tako lepo prijeti, in poskusiš in probaš, primeš se in se potegneš više. O, wow, kako je to zanimivo, kako je to prijetno. O, glej, tukaj je še ena skala, daj da se primem za to skalo. Stegneš roko in se primeš in povzpneš više. Wow, kakšen dober občutek je plezati po takih skalah. Tukaj v energijskem svetu, kjer smo varni. In wow, najdeš še eno izboklino v skali in se primeš. In potegneš više. In izgledaš tako poličko kamnito. Prisloniš gor prste in se dvigneš in plezaš. O, wow, kakšen dober občutek je plezati po taki mogočni skali, ki te prav prijetno spodbuja, ti daje to stabilnost in podporo. In plezaš in uživaš ob tem plezanju. Naenkrat pa ne najdeš več nobene oprijemke, nobene police, da bi se primil. Ja, saj sem vedel, itak mi ne bo uspelo. Grem jaz nazaj na tisto staro pot, si rečeš. Ozreš se navzdol, da bi skočil iz te skale in previsoko je. Sploh nisi vedel, kdaj, sploh nisi ugotovil, kako, ampak previsoko si, da bi skočil. Kar zavrti se ti ob pogledu na dolino. Ozreš se proti vrhu in vrh je še tako daleč. V grlu začutiš cmok, strah. Kaj sem naredil? Kaj mi je bilo tega treba? Si misliš. Roke se ti začnejo potiti. Čutiš, da je tvoje telo v nekakšnem krču. Bojiš se stopiti naprej, ker ne veš kam. In bojiš se stopiti nazaj, ker ne veš kako. Pogledaš levo, pogledaš desno. Zdi se, kot da si v slepi ulici. Kot da se nimaš več kam prijeti. Čutiš, da te grabi panika. Ampak poti nazaj več ni. Začutiš stisko, začutiš breme, jezo nad seboj, kaj mi je bilo tega treba. Mar bi ostal na tisti poti, ki je znana, ki je predvidljiva, ki je varna, ki je stabilna. Kaj naj zdaj naredim? Ne morem naprej, ne morem nazaj. Na jok ti gre. Ampak dovoli si občutiti te čustva, dovoli si občutiti to stisko. Opazuj se, kako si na gori, ujet v teh skalah. Ampak tukaj si z razlogom. Tukaj si zato, ker zmoreš. To je tvoja gora. To je gora v tvojem svetu.
Naredi globok vdih in izdih. Pokazala se bo pot. Pst, pst, zaslišiš nad seboj. Ozreš se navzgor in zagledaš belo figuro. Prijetna je kot nekakšen angel, kot nekakšen vodnik, kot nekakšen višji glas ali glas upanja. Na levi imaš polico, ti zašepeta. Ozreš se na levo, bolje pogledaš, v sebi začutiš tisti žarek upanja, ampak ne zmoreš tega, predaleč je. In ta bela figura ti reče, zmoreš, zmoreš, lahko jo dosežeš. Poskusi in poskusiš, ampak strah te je, da ti bo zdrsnilo, panika te grabi in takrat začutiš energije drugih ljudi. Ti si sramota, ti si nič vreden, sram te bodi, sovražim te, ti si sramota naše družine, sebična, egoističen. To so vse obtožbe, ki jih dobimo tekom življenja, zavestno ali podzavestno. Včasih si pripišemo sami, ko se podamo proti nekem takem izzivu in nam ga ne uspe doseči, ali pa preveč dvomimo vase in dovolimo, da nas drugi ljudje, da nas mnenja drugih potlačijo. Ampak zdaj je čas, da to premagaš. To je tvoja gora, to je tvoj izziv. Tukaj je nekaj zate. Pogledaš proti vrhu in tista bela figura te lepo vabi s pogledom, da se primeš za to polico zgoraj levo. Ampak pretežko je. Pomagaj mi, rečeš. Prosim te, pomagaj mi. Pomagaj mi spustiti ta bremena. In bela figura se spusti k tebi in takrat opaziš, da na ramenih nosiš težek nahrbtnik. To je nahrbtnik vseh negativnih prepričanj o sebi, vseh obtožb, ki si jih doživel v življenju. In ta bela figura prime za ta nahrbtnik in ti ga sname. Opazuješ, kako ga vrže dol v dolino in ta nahrbtnik pada in pada. Zdaj je lažje, kaj ne? Ti reče bela figura. In v tvojih očeh se zaiskrijo iskrice poguma. Poskusi, zdaj ti bo uspelo. Močno se stegneš levo roko in hop. Primeš se za skalo, potegneš se gor in že si na taki večji polici, ker se lahko oddahneš. Ozreš se proti vrhu in čaka te še polovica prehojene poti. Ampak tokrat je lažje. In lažje je zato, ker ti je nekdo pomagal spustiti to težko breme iz ramen. Zato, ker ti je nekdo pomagal dati potrditev, da si na pravi poti. Zato, ker ti je nekdo pomagal dati potrditev, da je to tvoj izziv in da je ta izziv v tvojem življenju zato, da ga premagaš. In zdaj imaš ta nasmeh na obrazu, zaupanje vase, notranjo moč in samozavest. In začneš se vzpenjati in vzpenjati. Prijemaš se za skale, prijemaš se za police, dvigaš se, plezaš, plezaš, plezaš. Vrh je vse bliže in bliže. Čutiš utrujenost v sebi, ampak to potešenje po dosegu tega izziva te potiska naprej in plezaš še višje in višje in višje in si že čisto blizu vrha, čisto blizu. In gremo in hop in primeš se za vrh te velike, mogočne gore. Na vrhu zagledaš tak bel križ, ki je simbol opravljenega izziva. In dvigneš se gor, primeš se za križ, se potegneš na vrh in wow! Na vrhu gore si, ozreš se naokrog
in zagledaš čudovito pokrajino, ki sega vse do morja. Držiš se za ta križ in vzklikneš proti dolini. Uhu! Takrat pa na vrhu tega kamnitega križa zagledaš to lučko, ki se je tako lepo bleščala, ko si jo gledal iz doline. Dvigneš se na prste in roko stegneš na vrh tega križa, da bi potipal, kaj je ta lučka. In takrat zagledaš, da je to diamant. Ta diamant simbolizira tvoj potencial, tvoj uspeh, tvojo zmago. To je nagrada za premagan izziv. Bravo! Kakšne barve je ta diamant? Kaj ti pomeni ta barva? Ta diamant pospraviš v svoje srce in vidiš, kako se iz tvojega srca razteza čudovita svetloba. Zdaj imaš novo znanje, nove izkušnje. Zdaj imaš v sebi eno prav posebno vrednost. In kaj se zgodi po težkem vzponu? Čudoviti spust. Čas je, da razpreš roke in razgrneš svoja krila. Kakšna so ta krila? So to krila orla, krila metulja, morda kačjega pastirja? Kakšna krila imaš na sebi? To so tvoja krila. To je tvoja moč. In zdaj je čas, da skočiš dol iz gore in zajadraš proti dolini. Pristaneš na tleh in ljudje te vidijo. Vidijo ta tvoj diamant, kako žari. Vidijo tebe, kako žariš v svojem uspehu, premaganem izzivu. Čestitajo ti in te objemajo. Wow, to pa je bil izziv, kaj ne? Naredi zdaj globok vdih in izdih. Če ti je bila ta meditacija všeč, če ti je vzbudila zanimive občutke in željo po tem, da bi se v tvojem življenju pojavil tak izziv, si ponovi. Aktivacija novih poti je uspešna. Pripravljena sem. Zavedaj se, da vsak izziv, ki pride v naše življenje, pride v naše življenje z razlogom, da nas nauči nekaj novega. In takrat je zelo pomembno, da premagamo notranje strahove, notranje konflikte in dvome, da se podamo temu izzivu naproti in sproti premagujemo naše notranje negativne predsodke, negativna prepričanja, da dokažemo sebi, da zmoremo, da dokažemo sebi, da smo močnejši. In vedi, da na vsaki poti izzivov boš vedno naletel na učitelja, na nekoga, ki ti bo pomagal, na nekoga, ki ti bo vodil, na nekoga, ki ti bo dal nasvet, napotek ali pa te usmeril v pravo smer, ti pomagal sprostiti bremena. Dovolj je, če verjameš, če zaupaš in če ohranjaš močno željo po tem, da cilj oziroma izziv tudi dosežeš. Zdaj se lahko vrneš nazaj v svoje telo, v svoj trenutek. Premakni prste na nogah, zavrti gležnje, nežno otresi ramena in nežno odpri oči. To je bila meditacija za aktivacijo novih poti in izzivov. Hvala, ker si bila z mano in želim ti veliko uspehov. Če začutiš mene kot enega svojih potencialnih učiteljev, te vabim, da se mi pridružiš na introterapiji,
in ti tako pomagamo odstraniti te težke nahrbtnike, ki te ovirajo pri tem, da bi kadarkoli sploh stopil na to goro tvojih izzivov. Lepo bodi in uživaj v dnevu. S tabo sem bila Tea Lumina.